Spoštovane gledalke in gledalci, 13. oktober nas tako kot 13. maj nehote spomni na Fatimo. Devica Marija se je namreč v Fatimi na Portugalskem prikazovala od 13. maja do 13. oktobra 1917. Klicala je ljudi k molitvi rožnega venca in k spreobrnenju. Prikazovala se je trem pastirčkom, Luciji, Frančišku in Jacinti. Čeprav je od takrat minilo že več kot 100 let, je fatimsko sporočilo še vedno aktualno. Skratka, Marija se je pastirčkom prikazovala od maja do oktobra. Obljubila jim je, da se bo na oktobrskem prikazanju zgodil čudež in da bo s tem potrdila pristnost prikazovanj. Res se je 13. oktobra 1917 v Irijski globeli pri Fatimi zbralo zelo veliko ljudi. Vsi navzoči so videli sončni čudež, ki je trajal več minut. Nekateri so ta čudež celo fotografirali. Nihče od velike množice navzočih ni trdil, da sončnega čudeža ni videl, pač pa so bili navzoči tudi neverni in so videli čudež. Kako je čudež izgledal? Deževalo je. Dež je nenadoma prenehal. Oblaki so se pretrgali in prikazalo se je sonce kot okrogla srebrna plošča. Sonce je izgubilo slepeči blesk, tako da je bilo mogoče zlahka gledati vanj. Z veliko naglico se je to sonce potem vrtelo okrog svoje osi. Kot rečeno, zgledalo je kot plošča. To vrtenje se je 3-krat ponovilo in je trajalo skupaj 8 do 10 minut. Ljudje so govorili, da je sonce plesalo ali pa da se je treslo. Bilo je podobno vrtečemu se ognjemetu in je sipalo na vse strani svetlobne žarke različnih barv. Ti žarki so obarvali predmete na zemlji. Sonce je dobilo vijoličasto in nato oranžno barvo. Ljudje so bili do solz zganjeni in so slavili Boga. Nenadoma se je sonce s silovito naglico zagnalo proti zemlji. Ljudje so kriknili od groze, zatekali so se k Jezusu in Mariji. Na koncu je sonce spet normalno svetilo in vsi so si oddahnili. V času sončnega čudeža se je mokra obleka na ljudeh tako rekoč v trenutku posušila. Sončni čudež so gledali tudi nekateri drugih krajih, oddaljenih od Fatime nekaj 10 kilometrov. Nekateri zapisi govorijo, da naj bi takrat sončni čudež videlo več kot 50 000 ljudi. Naslednji dan, 14. oktobra 1917, so se seveda časopisi razpisali o sončnem čudežu. S tem je Fatima postala znana. Reklama zanjo je bila narejena, dogodki pa so dobili svoj nadnaravni pečat. Po Mariji je deloval Bog. S sončnim čudežem je potrdil resničnost Marijinih prikazovanj in sporočil. S tem je hotel doseči, da bi Marijina sporočila vsi sprejeli in se po njih ravnali. Fatima je postala milostni kraj, kraj številnih romanj. Kljub tako izrazitemu sončnemu čudežu pa so mnogi ostali še naprej neverni in so skupaj z oblastniki romanja zavirali in sramotili. Kdo bi razumel takšno zaslepljenost nekaterih? Ni pa jih bilo tako malo takih, ki jim je sončni čudež pomagal, da pa so postali verni. Ohranjen je na primer zapis, kako se je elegantno oblečena gospa srednjih let po sončnem čudežu obrnila k fantu, ki je bil videti kot visokošolec in ga vprašala: "Moj sin, ali še dvomiš o bivanju Boga?" Fant ji je z objokanimi očmi odgovoril: "Ne, moja mati, sedaj to ni več mogoče." Sončni čudež so torej videli vsi tam navzoči. Marijo pa so seveda videli samo 3 pastirčki. Marija se je pastirčkom predstavila kot gospa rožnega venca. Naročila jim je,
naj še naprej vsak dan molijo rožni venec. Gre za skrivnosti, za katere kljub sončnemu čudežu vendarle potrebujemo vero. Fatimsko sporočilo pa je bilo namenjeno ne le 3 pastirčkom, pač pa vsem nam. In kakšno je to fatimsko sporočilo? Marija je rekla, naj ljudje ne žalijo več našega Boga, ki je že tako žaljen. Ja, Boga žalimo s svojo odtujitvijo od njega in od vere. Tudi naša nehvaležnost je žalitev Boga. Pravzaprav ne gre samo za žaljenje Boga, gre za našo srečo, tu zemsko in večno srečo. Če bi ljudje bolj ubogali Boga, bi bilo več sreče, ne bi bilo vojn. Zlo ne bi imelo tolikšne moči, če bi ubogali in ljubili Boga in če bi več molili. Fatimsko sporočilo je zato klic k sodelovanju z Bogom. Z molitvami in žrtvami dejansko lahko pomagamo Bogu reševati duše. Marija je rekla v Fatimi, veliko duš gre namreč v pekel, ker ni nikogar, ki bi se zanje žrtvoval in molil zanje. Marija je v Fatimi razodela tudi svoje brezmadežno srce kot znamenje rešitve. Povabljeni smo, da bi se Marijinemu brezmadežnemu srcu vsi vedno znova posvetili. Zanimivo je, da je nebeška gospa rekla, da to želi njen sin Jezus. Takole je rekla Luciji: Jezus hoče s tvojim sodelovanjem doseči, da me bodo ljudje spoznali in ljubili. Na svetu hoče vpeljati pobožnost do mojega brezmadežnega srca. Tistemu, ki se je bo oklenil, obljubim zveličanje in te duše bo Bog ljubil kakor cvetice, s katerimi krasim njegov prestol. Zanimivo je, da je Marija želela, da papež njenemu brezmadežnemu srcu posveti prav Rusijo, kjer se je prav leta 1917 praktično začel brezbožni komunizem, ki je svetu prinesel veliko zla. O tem bomo govorili kdaj drugič. Lahko pa smo prepričani, da smo ob zlu, ki nas še vedno obdaja, najbolj na varnem v zaklonišču Jezusovega in Marijinega srca. Naj nam bo pa spomin na fatimske dogodke spodbuda, da bomo še bolj radi molili rožni venec. K temu nas spodbuja tudi mesec oktober, ki je mesec rožnega venca. Naj nam Marija pri Bogu izprosi rešitev, mi pa seveda goreče molimo v ta namen. Amen.